Lahko me pogledaš, o tem govorim. Po desetletjih čakanja so se stvari obrnile. Družine žrtev serijskega morilca z Long Islanda so končno dobile priložnost, da se soočijo z moškim, ki jim je vzel matere, hčere in sestre. In ko je Rex Heuermann spregovoril, sodnica ni skoparila z besedami. No, opisali so vas kot zelo velikega moškega. Ste ogaben in prezirljiv, majhen človek, če ste sploh moški. In ste strahopetec. Iz okrožja Suffolk v New Yorku vas bom popeljala skozi ta čustveni izrek kazni in srhljive podrobnosti o tem, kar so preiskovalci povedali, da je načrtoval več let. Preden se poglobimo v ta neverjetno grozljiv primer serijskih umorov na plaži Gilgo, vam želim povedati o aplikaciji, ki jo uporabljam in mi je res všeč. Imenuje se Upside. In Upside vam povrne denar za stvari, ki jih kupujete vsak dan, kot so gorivo, živila in hrana za seboj. Tukaj je, kaj morate storiti. Prenesete si aplikacijo Upside brezplačno. Izberete ponudbo na eni izmed njihovih več kot 100.000 lokacij in plačate kot običajno s kreditno kartico. Nato potrdite nakup in bum, dobite denar nazaj. Recimo, da moram natočiti gorivo ali pa si eno noč zaželim hrane za seboj. Najprej bom poiskala ponudbe v aplikaciji Upside. Ko porabim denar, se ta prikaže v moji aplikaciji in potem ga lahko prenesem neposredno na svoj bančni račun. Pogosti uporabniki aplikacije Upside v povprečju na leto dobijo nazaj $254, kar je res neverjetno. Da začnete prejemati vračilo denarja, kliknite povezavo v opisu ali skenirajte QR kodo, ki jo vidite na zaslonu in uporabite naš promocijski kodok CrimeFix, da prejmete dodatnih 25 centov bonusa za vsak galono pri vašem prvem polnjenju goriva. Sem Anjanette Levy in to je posebna izdaja. Long Crime se vam oglaša iz okrožja Suffolk na Long Islandu. Tukaj smo na sodišču in prav tukaj so danes žrtve Rexa Heuermanna lahko spregovorile iz srca. Lahko so nagovorile moškega, ki je ukradel življenja njihovih mater, hčera in sester. Soočile so se z njim potem, ko jim je tako nesmiselno in brutalno vzel življenja. Priložnost, ki bi jo imela v teh 26 letih, odkar si vzel življenje. Da bi dosegla kateregakoli od ciljev, ki si jih je zastavila. Imela je upanja in sanje, ti pa si ji vse to vzel. Sodnik Timothy Macy ni skoparil z besedami, ko je nagovoril Rexa Heuermanna. To boste videli čez trenutek. Toda ta dan je bil resnično namenjen 8 znanim žrtvam. Sandra Castilla, Karen Vergata, Valerie Mack, Jessica Taylor, Maureen Brainerd Barnes, Megan Waterman, Melissa Bartholomew and Amber Costello. Bile so mlade ženske, ki so imele družine, ki so jih imele rade. Ženske so imele upanja in sanje, a jih je zaradi njihove majhne postave in preprosto zato, ker so bile ranljive kot spolne delavke, za tarčo izbral sadistični pošast. Umori so se začeli leta 1993 s smrtjo Sandre Castilla. Zadnja žrtev, Amber Costello, je bila umorjena leta 2010. Njeno telo in telesa, Maureen Brainerd Barnes, Megan Waterman in Melissa Bartholomew so bila odkrita kasneje, istega leta decembra. Melisina, mlajša sestra Amanda, je bila še najstnica, ko je njena sestra izginila. Stara sem bila 15 let. 15 let stara. Res me ne zanima. Pravkar smo šla v 10. razred, a ga nikoli nisem dokončala. Ker tudi, ko sem zapustila šolo, miselno, v resnici nisem bila tam. Bila sem ujeta v svoji mladosti, bila sem ujeta v svojem zgodnjem odraslem obdobju in še danes se počutim ujeto. Toliko let je bilo, ko nisem več želela biti na tem svetu. Potem je prišel izjemno močan trenutek, ko se je Amanda Funderburg obrnila k Rexu Heuermannu in mu ukazala, naj jo pogleda. Lahko me pogledaš medtem, ko govorim. Minilo je približno 17 let, odkar sta govorila. Ne pozabi. Za nekaj časa si omadeževal odnos med mano in mojo mamo. Zaradi tebe jo je bilo strah zame. Bala se je, ko sem zapustila hišo, da se ne bom vrnila. In tudi njej je bilo težko biti v meni, tako kot sem jo potrebovala, saj se je sama borila za življenje moje sestre, da bi nas dojemal resno, borila se je za svoje lastno življenje in za svoj razum. Na srečo smo uspeli popraviti najin odnos, kar pa verjetno nikoli ne bom imela z vašo hčerko. In upam, da vas bo to preganjalo do konca vašega, upam, zelo kratkega življenja. Bila sem prisiljena živeti z uničujočo anksioznostjo, depresijo, postravmatsko stresno motnjo in uničenju živčnim sistemom. Vsak dan sem bila polna besa in žalosti.
Nekaj časa me je depresija povsem prevzela. Komaj sem jedla, ves čas sem jokala in spala. Bala sem se ljudi, ki so me predolgo gledali. Bila sem prestrašena vsakič, ko sem zaslišala kakšen hrup, ker sem bila sama doma. Vsakič, ko sem vstopila v avto, sem morala preveriti zadnji sedež. Skrbelo me je, da bom srečevala nove ljudi ali bila v veliki gneči. Moje srce je celo preskočilo v trip, če sem prejela klic iz skrite številke. Nenehno sem strmela v telefon in čakala na tvoj naslednji klic. Huerman je poklical Amando z Melisinih mobilnega telefona, potem ko jo je umoril in jo zmerjal z groznimi imeni ter jo izzival. Zdaj je moral poslušati, kako mu ženska daje ukaz. Spregovorila je tudi hči Maureen Brainerd Barnes, Nicolette. Lahko govorimo o primeru, rada bi govorila o svoji mami. Bila je topla, živahna, zabavna, inteligentna in umetniško nadarjena oseba. Predvsem pa je imela največje srce od vseh, kar sem jih kdaj poznala. Ko je na ulici srečala brezdomca, mu je dobesedno dala svoj zadnji dolar. Ali pa se je vsaj ustavila, ga pozdravila in vprašala, kako je, če ni imela denarja pri sebi. Bila je dekle, ki je oboževalo jezik in umetnost, pesnica in akademičarka. Bila je politično zelo glasna in to se je odražalo tudi v njenem pisanju. Oboževala je hip-hop in R&B glasbo, ter je v svoje pesniške zvezke pisala rape, saj je govorila, da želi postati raperka. Imela je izjemen smisel za humor in najbolj nalezljiv smeh. Bila je mlada po duši, a bila je tudi preprosto mlada. Živela je le še nekaj tednov po svojem 25. rojstnem dnevu. Ko sem sama dopolnila 25 let, to ni bil vesel mejnik, kot ga doživi večina mladih. Bilo je pretresljivo in boleče, ker sem vedela, da to pomeni, da sem zdaj živela dlje kot moja mama. Danes sem skoraj 2 leti starejša, kot bo ona kdajkoli bila. Rex Huerman je ukradel desetletja življenja ženski, ki bi morala biti še vedno tukaj in ustvarjati spomine z ljudmi, ki jo imajo radi. Moje ime je Dylan in sem sin Marie. Ko sem jo izgubil, sem bil star komaj 1 leto. Moji najzgodnejši spomini so zaznamovani z anksioznostjo, strahom in žalostjo. Saj nisem vedel, kam je odšla in zakaj je nimam v svojem življenju. Ne spomnim se njenega glasu ali njenega obraza ali ljubezni, ki mi jo je dala kot dojenčku. Mame nikoli nisem imel ob sebi na svoj prvi šolski dan. Ni je bilo ob meni, ko sem diplomiral. Nikoli je ni bilo ob meni, ko sem jo potreboval in tudi v prihodnje je ne bo, ko jo bom potreboval. Marinina sestra jo je opisala kot zelo pronicljivo. Izginila je leta 2007. Nič me ni mogla pripraviti na dan, ko Maureen ni prišla domov. Sprva sem si ves čas govorila, da bo vsak trenutek poklicala, da bo vse nekako v redu. A ko so dnevi prehajali v leta, je to upanje počasi izginjalo, dokler ni ostala le še tista uničujoča resničnost. Po letih iskanja Maureen se mi je svet sesul. Tisti dan, ko so mojo sestro našli v grmovju ob temni osamljeni cesti. Ni bila le umorjena, bila je žrtev plenilca, serijskega morilca. To ni bil le umor, to je bilo preračunano, nepredstavljivo zlo. Ju je to tako globok šok, da ga moj in telo nista mogla predelati. Kajti ko so prepoznali Maureen, je to pomenilo soočenje z resnico, da je zavedno odšla. In ta bolečina je neznosna. Več kot desetletje sem živela z občutkom krivde, ker sem preživela. Vsak trenutek sem si znova in znova predvajala v mislih. Znova in znova v svoji glavi. Meganina teta je opisala, kako je njena nečakinja postala spolna delavka. King Cruz je Maiden silil v prostitucijo, zvodnik, ki se je pretvarjal, da je njen fant. In zaradi njegove trgovine z ljudmi je zapornik, ki danes sedi v tej sodni dvorani, lahko Megan vzel življenje in tistim, ki so jo imeli radi, odvzel prihodnost z njo. 6. junija 2010 je zapornik vzel ne le vse Meganine upe in sanje, ampak je tudi uničil našo družino. Prepričana sem, da se je moja nečakinja borila z vso močjo, da bi se vrnila k naši hčerki, ki jo je imela rada z vsem svojim bitjem. Ko upoštevate velikosti na moškega in dejstvo, da je iskal otroke in žrtve manjše postave, postane povsem jasno, da ni bil strašen plenilec, temveč strahopeten oportunist. Načrt zapornika, da izbriše Megan, Maureen, Meliso, Amberlynn, Jessico, Valerie, Sandro in Karen, se je obrnil proti njemu. Zaradi njegovih podlih in strahopetnih dejanj
bodo o naših ljubljenih še dolga leta govorili z ljubeznijo in spoštovanjem. Ne le njihove družine in prijatelji, temveč tudi milijoni ljudi po vsem svetu, ki zdaj žalujejo za njihovo izgubo. In Meganina hči, Liliana, je govorila o materi, ki je nikoli ni poznala. Bila je še malčica, ko je Megan izginila junija 2010. Moje ime je Liliana Waterman in sem hči Megan Waterman. Moja mama je izginila, ko sem bila stara komaj 3 leta. Njeno telo so našli šele, ko sem bila stara 4 leta. Vzela sem jo v najpomembnejših letih mojega življenja. In majhna letica potrebuje svojo mamo. Nikoli nisem imela priložnosti izvedeti, kako je, ko te mama potolaži po slabem dnevu. Da slišiš njen nasvet ali da odraščaš ob njenem usmerjanju. Nisem se popolnoma zavedala grozljivih podrobnosti tega, kar se je zgodilo, dokler nisem bila stara približno 9 let. In lahko bi otroku povedali, da je bila njena mama brutalno umorjena. Spomnim se, kako sem sedela doma v 4. razredu in brskala po spletu, ko sem naletela na članek o njej. To je bil trenutek, ko sem resnično razumela, kaj se je zgodilo. Spomnim se, da sem vprašala svoja stara starša, kaj pomeni beseda prostitutka. In v hipu se mi je svet sesul. Moje srce je bilo znova zlomljeno. 16 materinskih dni sem preživela brez svoje mame. Že 1000 dni živim brez nje. Zdaj sem stara toliko, kot je bila moja mama, ko je bila prvič noseča z menoj. In šele zdaj se zavedam, kako zelo mlada je bila. Imam občutek, kot da sem šele začela razumeti življenje. A njej je bila odvzeta možnost, da bi živela svoje življenje. Rex Heuermann ni vzel le življenja moje mame. Ukradel je celo življenje spominov, ki jih midve z njo nikoli nismo mogli ustvariti. Vzel je rojstne dneve, praznike, pogovore, objeme, nasvete in vsak prihodnji trenutek, ki bi si ga morali deliti mama in hči. Starši Valerie Max so govorili o izgubi svoje hčere. Gospod Heuermann, storili ste grozljive stvari z Valerijinim zemeljskim telesom. Da se pravi, Valerij niste dotaknili. Če parafraziram C.S. Lewisa, ni običajnih ljubitelj. Nikoli nisi govoril z običajno osebo. Vsak, s katerim si se šalil, delal, se poročil, ga zaničeval ali celo ubil, je rojen kot nesmrtno bitje. Vsak bo živel večno, bodi si v poveličani slavi ali v predstavljivi grozi. Lahko si samo predstavljam, ko pride moj dan in se znajdem pred Jezusom. Valerija bo ob njegovi strani. Kar ste storili naši družini, presega to, kar lahko izrazijo besede. Čeprav je pravica zadoščena, ne more nadomestiti tega, kar ste nam vzeli. Prav tako pa ne more vrniti ljubljene Valerije njenega življenja tukaj na zemlji. Vendar pa želim, da razumete, da čeprav ste bili sposobni storiti te grozljive zločine proti naši hčerki in ne glede na to, kakšen občutek moči ali nadzora ste imeli nad Valerijinim telesom, njene duše se niste nikoli mogli dotakniti. Povem vam, če se ne boste spravili z Bogom, je Valerie tista, ki je danes svobodna, vi pa niste. Ona živi svoje življenje za svojim odrešenikom, Jezusom Kristusom, in to, kar ste storili, vam ni prineslo ničesar. Rada bi, da razumete. In sestrična Jessica Taylor je govorila o tem, kako jo je izgubila na tako grozljiv način. Ali želiš končati kot Jessica? To je vprašanje, ki sem ga kot najstnica slišala velikokrat. Nekaj, izrečenega iz strahu pred tem, kaj je pošast v resnici sposobna narediti. Odgovor je bil da. Res sem si želela biti kot Jess. Bila je pogumna, prijazna, sočutna, lepa in inteligentna. Vsako osebo, ki je srečala, je pustila boljšo, kot jo je našla, tudi če so jo srečali le za trenutek. Nihče ni bil tujec. Bila je pravo sonce. Ves čas si želim, da bi jo lahko poznala kot ženska, kakršna sem danes. Da bi lahko videla žensko, v katero bi se spremenila. Da bi jo zadnjič, ko sem jo videla, močneje objela. Da bi lahko spoznala mojega sina. Izleti, ki bi jih lahko imeli z mojo sestro. Spomini, ki bi jih lahko še naprej ustvarjali. Namesto tega se jo poskušam spominjati skozi spomine,
ki jih imam srečo, da jih lahko ohranim. Molim k njej in puščam rože v njen spomin na krajih, kjer so jo pustili. Nikoli ne bom pozabila, kako sem se počutila, ko sem prejela tisti klic. Nisem mogla dojeti besede trup. Ni mogoče, da bi nekdo to naredil nekomu, ki ga imam rada. Trup. Brez glave in brez rok. Te besede me preganjajo. Naš 3 mesece star fant je komaj imel dokončan trup. Mislila sem, da je to pas. To je razkosano telo. Ni šans. Odvratno, grozno, strašljivo, pošastno, brutalno. Kaj, deli njenega telesa manjkajo? Niso je našli cele. Vsega njenega telesa. Brez glave in brez rok. Še vedno ne razumem. Tisti konec tedna. Tisti konec tedna bi morala priti domov. Tisti konec tedna so jo družina in prijatelji iskali. Njeni bližnji so jo klicali. Tistega konca tedna ne bi zamudila. Nikoli ni dvignila telefona. Nikogar ni poklicala nazaj zaradi tebe. Družina Amber Costello je pripravila izjavo, ki naj bi bila prebrana. Pred smrtjo Amber Costello je pretentala na več načinov Rexa Heuermana. Če ne bi bilo sestrine ulične prebrisanosti, bi bila preiskovalna skupina še vedno na lovu za serijskim morilcem. Ambergino hitra prisebnost je povzročila, da je v egocentričnem, zlobnem narcisu Rexu Heuermanu vzplantela jeza. Nemoralni moški, ki danes sedi pred vami, ni mogel prenesti, da ga je Amber Costello prekašala. Dejanja moje sestre so povzročila, da je pobegli morilec izbruhnil v napadih besa. Njegova nebrzdana jeza, ker ga je Amber prevarala, je povzročila, da je Rex Heuerman škodoval ne le Amber, ampak tudi moji hčerki in meni. Čeprav so se moja hči, jaz in nešteto drugih izognili hladnim, preračunljivim krempljem Rexa Heuermana, je moja sestra Amberlynn Costello plačala najvišjo ceno. Vendar pa njena žrtev in duša prinašata zmago v to sodno dvorano, saj ima moč v Jezusu Kristusu. Čeprav natančne podrobnosti o tem, kaj se je zgodilo z našo dragoceno Amber, potem ko se je poslovila od prijateljev in vstopila v Avalanche Rexa Heuermana, niso znane. Vem, da je njena slepa vera v Jezusa Kristusa pomagala prenesti duševne muke in fizično agonijo, ki jo je povzročil ta pošast, ki danes sedi pred vami. In tudi družina Sandre Castilla je storila enako. Moje ime je Ruth Reynolds in sem sestra Sandre Castilla. Zahvaljujemo se vam, spoštovani sodnik, da ste nam skupaj z drugimi živajočimi družinami danes dovolili nagovoriti sodišče glede globokega vpliva, ki ga je izguba mater, hčera in sester imela na naša življenja. Prijeti novico o moji sestri in načinu, kako so jo našli, je tako hudo opustošenje, da se nikoli ne bomo popolnoma opomogli. Danes je globoko pomenljiv in dolgo pričakovan dan, ne le za Sandrino družino, ampak tudi za družine drugih žrtev. Amber, Valerie, Karen, Jessica, Maureen, Melissa in Megan. Vedno sem upal, da bo oseba odgovorna za uničenje naše družine in družin tolikih drugih nekega dne v celoti odgovarjala. In ta dan je prišel. Čeprav pravica ne more vrniti Amber, Valerie, Karen, Jessice, Maureen, Melissa, Megan in Sandre, zagotavlja, da niso več pozabljene in našim družinam prinaša mir. Zavedanje, da oseba odgovorna za našo nepopravljivo bolečino nikoli več ne bo mogla nikomu škodovati. Rex Heuerman je sadistični serijski morilec, ki je ciljal na ženske, ki jih je lahko zlahka premagal zaradi njihove postave in dela, ki so ga upravljale. Njegove žrtve so neizmerno trpele. Njihova smrt verjetno ni bila hitra. Priznal je, da je zadavil vsako od svojih žrtev. Njegove računalniške poizvedbe so razkrile iskanje pornografije s prizori mučenja, ki prikazuje tako otroke kot odrasle. Podoba, ki jo je ustvaril kot družinski človek iz predmestja, je bila zgolj fasada. To je obtoženec, ki je skrbno načrtoval umor 8 mladih žensk. Bil je obseden z vsako podrobnostjo, saj mu je to služilo tako za pripravo na naslednji umor, kot tudi za ponovno doživljanje izkrivljenega zadovoljstva in bolnega užitka, ki ga je črpal iz tega, da je vzel življenje 8 mladim ženskam. Ni ničesar, kar bi obtoženec lahko rekel ali storil v tej sodni dvorani, kar bi lahko umililo to, kar je odvzel tem ženskam in njihovim družinam. Vsako obžalovanje, ki ga pokaže, je nezadostno in veliko premalo. Vsega je premalo in vse je prepozno.
Kot je sodišče seznanjeno, je obtoženec dovolil, da so določene informacije pricurljale skozi izjave, ki jih je dal svoji bivši ženi in svojemu terapevtu. Vendar so to nič drugega kot patetični poskusi tega obtoženca, da še naprej manipulira svojo družino in jo nadzoruje ter skuša nadzorovati tudi sporočilo tega primera. Pravo sporočilo tega primera so danes podale te žrtve, vaša čast. O tem govori ta primer. In trdim, da nič, kar ima ta obtoženec povedati po svoji aretaciji, ki se je zgodila julija 2023. Vse, kar pove potem, je brez pomena in služi le njemu samemu. Namenjeno je zgolj temu, da preusmeri pozornost od svojih lastnih krivih dejanj. Nimam nobenega dvoma, da je temu obtožencu zelo žal, spoštovani sodnik. Žal mu je, da so ga ujeli. Kar je pomembno, vaša čast, so izjave, ki jih je ta obtoženec dal pred aretacijo. Njegova aretacija in dejanja, ki jih je obtoženec storil pred to aretacijo. Prav tako, ker te stvari razkrivajo, kdo ta obtoženec v resnici je. Kdo je ta obtoženec, se resnično vidi v tistem načrtovalnem dokumentu, ki je bil najden na eni od elektronskih naprav obtoženca, ki jih je preiskovalna skupina zasegla med izvajanjem prve hišne preiskave. V tem dokumentu obtoženec hladnokrvno načrtuje umor več žensk, kot da bi reševal matematično nalogo ali izpolnjeval nakupovalni seznam. Za obleko in kravato se skriva sadist, ki je svojo spretnost natančno izpopolnjeval z raziskovanjem strokovnjakov za serijske morilce in preučevanjem knjige Johna Douglasa Mindhunter, da bi našel namige, kako postati boljši morilec. Da bi se izognil prijetju, je Huerman študiral in si zapisoval kot študent, ki se pripravlja na izpit. Forenzična preiskava njegovega računalnika je razkrila sezname. Eden izmed njih je bil naslovljen Stvari, ki si jih je treba zapomniti. Na seznamu je pisalo: zvok potuje, nadzoruj količino zraka noter in ven, da nadzoruješ hrup, ki ga povzročaš, naspi se pred lovom. Preutrujenost povzroča težave, udari močneje. Preveč udarcev za onesposobitev. Naslednjič razmisli o udarcu v obraz ali vrat za onesposobitev. Več spanja in nadzora nad hrupom pomeni več časa za igro. Uporabi risalne žebljičke za obešanje zaščitnih ponjev stropa, ne lepilnega traku. Za vrat uporabi močno vrv. Tanka vrv je počila pod napetostjo, ko je bila zategnjena. Huerman je imel tudi dokument, ki je očitno vseboval načrtovanje in ubijanje. Imel je naslov HK2000. Dokument je navajal težave, kot so DNK, sledi pnevmatik, krvni madeži in prsti odtisi. Na to so bila navedena potrebna sredstva: zaščitni copati, luk, policijski skener, vrv, žaga ali rezalna orodja, mrežice za lase, fotografski film in seznam se nadaljuje. Potem je bil stolpec za DS, za katerega so preiskovalci verjeli, da pomeni odlagališče ali smetišče. Naslednji seznam, TRG, za katerega so preiskovalci menili, da pomeni tarča. Potem je pisalo, da je majhno dobro, toda danes ni bil poudarek na načrtovanju ali izprijenih dejanjih bolnega morilca. Poudarek je bil na bolečini družin in zadnjih besedah morilca. Produkcijsko podjetje 50 Centa, G-Unit Film and Television Incorporated, sodeluje s Peacock Streaming Services pri produkciji dokumentarne serije. Plača na milijone dolarjev bivši ženi zapornika, hčerki, pastorku in njihovim odvetnikom, kar je popolnoma ogabno in neopravičljivo. Ko sem o tem brala, sem bila hkrati zgrožena, šokirana in globoko pretresena. Ko je prišel čas, da spregovori Rex Huerman, je vstal po ukazu sodnika. Vstaj. Ni besed, ki bi jih lahko izrekel, ki bi bile ustrezen odziv na to, kar je bilo danes izrečeno v tej sobi. Besede, ki bi jih izrekel, nimajo pomena. In pri tem bom zaključil. Vse zdaj. Govorila sem. Gospod Huerman, kot je rekel gospod Tierney, vem, da vam je žal, da so vas ujeli. Predvidevam, da vam je žal za to, kar ste storili svoji ženi in otrokom. Ali vam je vsaj malo žal za to, kar ste storili tem ubogim nedolžnim ženskam? 8 žensk, ki ste jih zadavili do smrti, vsaj 8, za katere vemo. Ali vam je vsaj malo žal za to? Ja? Da, to mi je žal. Veš kaj? Opisali so te kot zelo velikega moškega.
ampak si ogaben in prezirljiv, majhen človek, če si sploh moški. In si strahopetec. Zaradi vaše priznanja krivde za umor prve stopnje po prvi točki obtožnice 7354 iz 24. leta v sodišče obsoja na dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta. Kar zadeva drugo točko, umor prve stopnje. Sodišče vas obsoja na dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta. Kar zadeva tretjo točko, priznanje krivde za umor prve stopnje, sodišče vas obsoja na dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta. Te 3 kazni se izvršujejo zaporedno. Kar zadeva 7. točko, umor druge stopnje, vas sodišče obsoja na kazen zapora za nedoločen čas z najmanj 25 leti in največ do konca življenja. Kar zadeva 8. točko, umor druge stopnje, vas sodišče obsoja na kazen zapora za nedoločen čas z najmanj 25 leti in največ do konca življenja. Kar zadeva 9. točko, umor druge stopnje, vas sodišče obsoja na kazen zapora za nedoločen čas z najmanj 25 leti in največ do konca življenja. In nazadnje, kar zadeva 10. točko, umor druge stopnje, vas sodišče obsoja na kazen zapora za nedoločen čas z najmanj 25 leti in največ do konca življenja. Vse te kazni se bodo izvrševale zaporedno. Gospod Šieni, kar zadeva 4., 5. in 6. točko, predlagamo, da se po izpolnitvi te kazni zadeva zavrže. Ta zahteva je odobrena. Druge agencije bojo pobrale. Še kaj drugega, gospodje? Nič več. Gospod Brown, odpeljite ga ven. Ena oseba, ki je bila danes opazno odsotna na izreku kazni, je bila bivša žena Rexa Hjörmana, Asa Ellerup. Pred izrekom kazni sem se pogovarjala z odvetnikom Elupove, Bobom Macedonijem, o njeni odločitvi, da se ne udeleži. Jutri ne bo šla. Zelo dobro igre. In razlog, da jutri ne gre, je ta, da verjame, in to upravičeno, da je jutri dan za žrtve. Veste, njihov zaključek, njihova dokončnost primera in da jih vidijo položene k počitku. In noče, da bi njena prisotnost tam preusmerila ali odvrnila pozornost z žrtev, čeprav bi morala biti usmerjena na nje. Dolgo časa se je zdelo, da ni verjela, da je on zagrešil te umore. Mislim, da bi imela vsaka žena vprašanja. Bi rekla, ni mogoče, da se je to zgodilo v moji hiši, tik pred mojim nosom. In mislim, da je normalno, da si v neki meri v zanikanju. Ampak zdaj se je nekako sprijaznila z dejstvom, da je njen mož serijski morilec. Sprijaznila se je s tem, verjame v to, to je bil dolg proces. Skoraj 2 leti smo preživeli z njo, preden je prišla do zaključka, da je on to res storil. In potem je končno enkrat osebno priznal, da je odgovoren za vseh teh 8 umorov. Občasno obiskujete Rexa Hjörmana, je tako? Videla sem ga večkrat, preživela kar nekaj časa z njim. Zakaj to počnete? Zastopam Asa v vseh civilnih zadevah. In bilo je več dokumentov, na katerih moramo dobiti podpise. Veste, prenos lastnine in različnih vozil. Pregledujem ločitvene dokumente in se z njima pogovarjam o teh vprašanjih, pri katerih jih ne zastopa. Torej, veste, Mike Brown jih seveda zastopa v kazenskih zadevah, pri ostalih zadevah pa jih ne zastopa. Kako je to, ko greš v zapor okrožja Suffolk, v priporni center in sediš tam s tem moškim, ki je zagrešil vse te grozljive umore, ki so ostali nerešeni toliko let? Mislim, ste odvetnica, zastopate njegovo bivšo ženo, ampak ste tudi človek, tukaj živite. Vedno je bil profesionalen, vljuden, primeren. Je artikuliran in vedno je postavljal vprašanja, ki so primerna za to, o čemer razpravljamo. In nikoli nisem videl te njegove strani. Vem, da ima še eno plat, očitno to zdaj vsi vemo, ampak nikoli se nisem počutil zastrašenega ali, veste, kakorkoli, prestrašenega, ko sem bil tam z njim. In veste, iskreno, kot sem rekel, je bil artikuliran in dovolj prijazen in dostopen, da sem imel z njim povsem običajne pogovore o vsakodnevnih aktualnih dogodkih. In tako. Je prijeten? Pravzaprav je. Pravzaprav ima tudi smisel za humor. To je nekaj posebnega, saj veste. Očitno je odgovoren za umor 8 žensk.
ampak to je druga plat. Upajmo, da tega nihče od nas nikoli več ne bo videl. Je čudno, ko sediš tam in si misliš, ta človek je prijeten in je, veste, vesel ali karkoli že, ampak je volk v ovčji preobleki. Obstaja ta druga plat. Mislim, kako nenavadno je to zate kot odvetnico, da moraš sedeti tam in se s tem soočati. Ni tako nenavadno, kot bi si mislili, ker ko že več kot 30 let se ukvarjam s kazenskim pravom, se s tem redno srečujemo. Obstajajo ljudje, ki storijo nasilna, grozovita dejanja, a hkrati normalno delujejo v družbi. On pač stori nekatera dejanja, ki so zelo odmevna in vsa so umori. Ampak veste, imel sem tudi druge morilce, ki so sedeli na istem stolu kot vi, pa ne bi nikoli uganili, da so odslužili 25 let zaradi umora. Imeli smo skrbniške primere, kjer smo pridobili skrbništvo nad otroki za ljudi, ki so bili v zaporu zaradi umora ali uboja ali različnih drugih kaznivih dejanj v okrožju. Tako da ljudje včasih živijo dvojna življenja in sploh ne veste, s kom imate opravka. Koliko ljudi srečamo v enem dnevu, pravzaprav ne vemo, kako preživijo preostanek dneva. Kolikokrat si bila tam z Rexom na obisku? Verjetno vsaj 20-krat. Vsak naslednji obisk bo zdaj moral potekati v zaporu zvezne države New York, kjer bo Hjurman preživel preostanek svojih dni in trohnil v zaporniški celici, medtem ko bo sodeloval z enoto FBI za vedenjsko analizo, ki bo skušala ugotoviti, kaj ga je spremenilo v takšnega pošast. Hjurmanov odvetnik Mike Brown je govoril o tem, kaj je povedal žrtvam, ko se je v sodni dvorani obrnil nanje. No, razpravljali smo o dejstvu, da veste, resnično so bile z našega vidika ključen del tega, da je primer prišel do zaključka, v tem smislu, da so vztrajale pri primeru. Očitno je bilo v času te preiskave več različnih uprav in jaz iskreno verjamem, da je prav zaradi njihove vztrajnosti in doslednosti pri tem primeru to na koncu pripeljalo do veliko večjega pritiska, veliko več virov, ki so bili namenjeni temu in na koncu do aretacije moje stranke. In potem sem jaz dodal še dejstvo, da veste, večina od nas gre v to s tem, kar vemo iz medijev. Pregledal sem toliko strani dokaznega gradiva. Res imam občutek, da poznam te posameznike, te žrtve in to sem povedal družini. Res, mislim, čeprav jih nikoli sem srečal, da jih res poznam in kot da sem jih srečal. In želel sem, da to vedo. To je to. Na koncu bo Rex Hjurman umrl za zaporniškimi zidovi. Bodite prepričani, preiskava Rexa Hjurmana je morda končana, kar zadeva umore na Gilgo Beachu. Toda preiskava Rexa Hjurmana še zdaleč ni končana. Za žrtve izrek kazni pomeni prelomnico, čas, ko lahko začnejo iti naprej, hkrati pa se spominjajo in častijo svoje ljubljene. Želim samo povedati, da se potem, ko sem danes dobila priložnost povedati, kar sem povedala, počutim veliko lažje in imam upanje za ozdravitev. Želim se zahvaliti vsem, ki so namenili čas tej zadevi, poslušali naše glasove in dali moji mami ter vsem tem drugim ženskam priložnost, da so bile slišane. To je bil dolg dan, ki smo ga čakali in od danes naprej nehajte izgovarjati njegovo ime, nehajte povsod kazati njegov obraz. Pokažite obraz deklet, povejte njihova imena in naj bo jasno, da smo mi tiste, ki živimo naprej zanje. Rex nikoli ne bo pomemben in za nas ne pomeni nič. Prav tako ne bi smel pomeniti nič za kogarkoli od vas. Kaj se bo zdaj zgodilo z Rexom Hjurmanom? Poslali ga bodo v sprejemni center v okviru zaporskega sistema zvezne države New York. Od tam ga bodo poslali v drugo zapor z najvišjo stopnjo varnosti. Preiskava Rexa Hjurmana pa še zdaleč ni končana. Spremljali jo bomo in vas obveščali o dogajanju. To je vse za to epizodo Crime Fix, ki prihaja k vam iz okrožja Suffolk na Long Islandu. Sem Anja Netljivi. Se vidimo naslednjič.